Dobro jutro, danes pa sem se želela dotakniti ene ful pogoste tematike, ki jo slišim, sploh kadar govorimo o marketingu. Velikokrat potem, če vprašamo, zakaj, nimaš večje prodaje ali pa zakaj, ne dosežeš ciljev, ki si jih želiš in tako naprej. In velikokrat, res veliko, je razlog, nimam časa. Nimam časa za prodajo, nimam časa za marketing in običajno je zraven še tisti občutek, še to moram, itak to je čisto brez veze, da imamo v poslu, brez veze, ne želim tega početi in tako naprej. In je tista taka težka energija zraven. In danes sem ti želela ponuditi pa eno mogoče malo drugačno perspektivo, ker to, da nimamo časa, verjetno se bomo strinjali, da je samo izgovor mogoče za nekaj, kar ne želimo početi. In pač je to čisto razumljivo, ker smo pač ljudje tako naravnani, da če nekaj nam ni všeč ali pa da nekaj ne želimo delati ali pa nam ne diši, da potem iščemo vse, kar je možno, aktivnosti, da si napolnimo ali urnik, ali da najdemo kaj drugega za početi in da samo se poskusimo torej izogniti temu delu. Ampak verjetno se bomo tudi strinjali, da na podjetniški poti je pač prodaja oziroma marketing pač zelo pomemben. Če želimo pač imeti uspešen posel, seveda. Ker drugače, če nimamo prodaje, potem govorimo o hobiju, kar ni nič narobe, ampak če želimo imeti pa uspešen pač posel, je pa prodaja nekaj, kar je nujni del. In prej, ko vzljubimo prodajo, prej, ko vzljubimo marketing, lažja nam bo pot. Ker brez tega bomo zelo, zelo težko poslovali, Ker če želimo mi, verjetno se ti že veš, da če si na podjetniški poti vsaj več kot en teden, potem verjetno veš, da tvoje glavno delo oziroma tvoje edino delo v poslu ni samo, da se ukvarjaš s strankami, ampak imaš kot podjetnik, podjetnica veliko več vlog. In med njimi je tudi prodaja, med njimi je tudi marketing in to je nekaj nujnega, kar jaz nikoli ne priporočam, da se outsourca oziroma da predajaš nekomu zunanjemu. Zakaj? Zaradi tega, ker če recimo besedila piše neka čisto tretja oseba, ki je lahko čudovit copywriter in tako naprej, torej pisec besedil in je strokovnjak, ampak stranke te pa preko teh besedil ne bodo začutile, pa tudi ti jih najbolj poznaš, svojo vizijo pa svoje stranke. Ne govorim pa seveda, da nimaš dodatne pomoči, ki te usmerja, ki ti da feedback in tako naprej, to pa seveda je zlata vredno. In perspektivo, ki sem ti danes želela ponuditi glede tega, da nimam časa za marketing, je predvsem v tem, da se mogoče spomnimo, kako so to recimo delali 100 let ali pa še več nazaj. Če so takrat imeli recimo svoj posel, so najprej, torej, kako so sploh prišli pred nove stranke, da so mogli pač narediti recimo nek letak, Torej, ali pa oglas ali karkoli, potem so to morali nesti v tiskarno, da se je to natisnilo, recimo na listih, kar je tudi finančno precej velik zalogaj in potem ročno razdeljevati te letake. Zdaj, predstavljaj si, koliko časa so morali vložiti za pripravo tega gradiva, da so ga dali tiskati, da so potem ga fizično raznašali, te letake, in potem so komaj čakali na rezultat. Se pravi, prvo kot prvo, veliko denarja, veliko časa, pa kot tretje tudi, vse so stavili na en ta letak. In če ta en letak ni deloval ali pa konvertiral, kot so si želeli, so mogli v bistvu celoten postopek ponoviti, kar je veliko, veliko dela, časa in truda in vsega, In zdaj, če se predstavimo v današnji čas, kako to delamo, in kako smo mogoče včasih tudi nehvaležni za vse to, kar imamo na dosegu roke. Imamo na dosegu roke telefon, kjer lahko si vzameš telefon, greš na kavč, ležiš in samo klikaš s prstom in lahko v bistvu dosežeš ne samo takšno množico, kot so oni dosegli z letaki, ampak lahko z nekaj kliki dosežeš celoten svet. In si rečemo, nimam časa, in smo kar malo hvaležni, mogoče
pa ti želim raje ponuditi to perspektivo, da smo v bistvu lahko hvaležni, da živimo v tem času in da lahko v bistvu ta naš marketing, namesto da si govorimo, nimam časa, ga izkoristimo in smo hvaležni za vso tehnologijo, ki nam omogoča, da lahko samo z nekaj kliki dosežemo svoje idealne stranke, pa ne samo svoje idealne stranke, ampak še širše občinstvo in da lahko redno tudi ne samo z enim sporočilom ga poskusimo, tako kot tam, ampak lahko testiramo, koliko nam paše, in lahko testiramo ta sporočila, tista sporočila, ta oglas, tisti oglas in imamo res na voljo z nekaj kliki, tudi brez da vložimo kakršenkoli evro. Lahko pa seveda tudi z nekaj evri dosežemo ogromno ljudi in ne rabimo imeti celega procesa. Torej gre res za proces, ki nam olajša veliko časa, veliko denarja in to, da rečemo, da nimam časa, je samo izgovor in če ni tvoja prodaja tam, kjer si želiš in je potem čas, da se ustaviš in rečeš, ok, kam investiram čas, ker dejstvo je, če nimaš dovolj prihodkov oziroma nimaš dovolj strank, potem verjetno imaš čas za stranke. S čim si zdaj ta čas zapolniš? Prvo, prioritetno, kar bi moralo biti, ko govorimo o poslu, je seveda to, da bi potem ta čas moral biti izpolnjen z aktivnostmi, ki prinašajo stranke. Če temu ni tako, potem je mogoče fajn, da pogledaš, kakšne aktivnosti tam imaš in ali ti te aktivnosti prinašajo rezultate, ki si jih želiš. Tako da, danes res sem želela samo za razmislek, ker je velikokrat marketing prodaja nekaj slabega, pa nimam časa, pa ga mogoče dajmo pogledati pa iz te perspektive hvaležnosti, da smo res lahko hvaležni za vso to tehnologijo, ki jo imamo, za vse te priložnosti, ki jih imamo in dajmo to tudi hvaležno izkoristiti. Če še torej nisi, pa se nam lahko pridružiš na zemljevidu do legendarne prodaje, link bom pustila spodaj.